tokrat v občinskem informatorju. Zobozdravniki znova v svojih ordinacijah. Otroci kmalu v vrtce, kako pa je z vpisom za naslednje šolsko leto. Ruski veleposlanik ob nekdanjem nemškem ujetniškem taborišču položil venec. V petek protivladni protest tudi v Mariboru. Domovi za starostnike sprejemajo obiskovalce. Ekipa nogometnega kluba Maribor začela treninge v Ljudskem vrtu. Lepo pozdravljeni. Po 2 mesecih se v teh dneh ponovno odpirajo zobozdravstvene ambulante, ob tem pa morajo sprejeti mnoge preventivne ukrepe, priporočila in navodila. Tako tiste, ki so del zdravstvenih domov s koncesijo in samoplačniške, pa se ubadajo zdaj s tem, da bodo imeli dovolj zaščitne opreme. Nenazadnje pa tudi s tem, kako naročiti paciente v ambulanto, saj jih mora priti manj kot pred epidemijo, za vsako obravnavo pa morajo poskrbeti tudi za razkuževanje in prezračevanje. Kakorkoli so že zobozdravniki, ortodonti in drugi izvajalci zobozdravniških storitev ter njihovi pacienti veseli, da lahko ambulante ponovno delujejo, velja dejstvo, da imajo pri izvajanju tudi veliko omejitev. Nam je zdaj to, da lahko začnemo delati seveda v veliko olajšanje, ne glede na vse omejitve, ki tukaj so. Mi menimo, da so pač določeni izmed njih potrebne, nekatere pa so zagotovo zelo, zelo težko uresničljive in predvsem jih je težko spraviti v življenje. V bistvu se je pri zobozdravnikih že prej delalo z maskami in rokavicami. Najbolj problematična je omejitev števila pacientov na dan, sploh po 2 mesecih pavze. Ob omejitvi pa morajo kljub vsemu narediti tudi normo. Nam je bilo v prvi vrsti hecno, ker pri nas, kot ste omenili, je vedno bilo delo z maskami, z rokavicami, kar se tiče steriliziranja, to bilo vedno vse čisto in je funkcioniralo, ampak seveda je ta virus nov, moramo biti pozorni na njega. Ko ste pa omenili tisto manj število pacientov na delovni dan, to je glavni problem, seveda. Nam se prvič v celem letu 12 mesecev smo bili 2 meseca povsem zaprti, sedaj pa preostanek lahko delamo na 30%. Verjetno ne rabiš biti ravno matematični genij, da izračunaš, da bo zelo, zelo težko oddelati na eni strani normo, na drugi strani zadovoljiti vse tiste paciente, ki si želijo ravnih in zdravih zob ali popolnega nasmeha. Tako da upamo, da se bodo določeni ukrepi čez čas, da rečem, umaknili ali pa še bolj sprostili. V nasprotnem primeru bo velika težava. Nenazadnje je pravočasna obravnava zobozdravstvenih težav pomembna. Pri ortodontskih storitvah se načeloma lahko še počaka, pri akutnih stanjih v zobozdravstvu pa ne. Pri zobozdravnikih, ker pa gre za dostikrat tudi akutne stvari, ki jih je potrebno rešiti, dosti bolezni izvira iz ustne votline zaradi nepravočasnega ukrepanja, tam pa nas malo skrbi, kaj bo, če bodo ti ukrepi predolgo trajali. Težave pa se pojavljajo tudi zaradi zaščitne opreme. V zdravstvenih domovih, kjer dela veliko število zobozdravnikov, morajo nabaviti veliko opreme, kar predstavlja tudi večje stroške, manjše privatne ambulante pa se morajo znajti. Tudi mi, moram priznati, smo imeli z opremo ne ravno težave, ampak smo morali biti iznajdljivi, hitri, da smo vse potrebno pridobili. Sedaj pa seveda, ko smo pregovorili o ukrepih, določeni so takšni, da lahko imaš nekatere stvari samo enkrat oblečene, potem bi jih moral dati, prezračiti, celo zamenjati. To so nam tisti ukrepi, o katerih menimo, da tega ne bo, sicer bo se še zmanjšala storilnost, ker ne bomo mogli niti teh 30% oddelati. Tako da, ja. Ob ponovnem zagonu zobozdravstva pa vsekakor velja tudi poziv k strpnosti na obeh straneh zobozdravstvenega stola, ker bo žal prihajalo zaradi omejitev tudi do daljših čakalnih vrst. Naslednji teden se ponovno odprejo vrtci, ki pa bodo zaradi preventivnih ukrepov delovali precej omejeno in deloma drugače kot pred epidemijo. Priprave na ponoven sprejem otrok v vrtcih so stekle že prejšnji teden, konec tedna pa so končno dobili tudi zelo obsežna navodila. Med drugim, da naj bo v prvi starostni skupini do 8 otrok, v drugi pa do 10. V tem tednu bo moralo biti znano, koliko otrok in kateri otroci bodo ponovno prišli v vrtec. Znano pa je že, da bodo skupine otrok občutno manjše. Tam, kjer lahko zdaj organizirajo vrtčevske skupine tudi v skoraj praznih šolah, bo manj težav s prostorsko stisko. Mi imamo trenutno 11 oddelkov, to je 11 igralnic, povprečno število otrok v posameznem oddelku
je v prvi starostni skupini do 12, više gor pa celo čez 20. Vkolikor bi se zgodilo, da bi bil normativ 10 otrok v skupini, bomo morali se dodatno zorganizirati. Če bo potrebno, bomo aktivirali tudi kakšne prostore v šoli, če bo potrebno, seveda. Načeloma pa bi na situacijo, ki je, poskušali sprejeti vse otroke in za njih tudi poskrbeti. Tukaj bomo pa zdaj najprej zbrali prijave, da vidimo sploh, koliko otrok bo prišlo. Potem bomo naredili razporeditev vzgojiteljic in pomočnic, pripravili tudi seveda naše igralnice. Naslednji teden bodo tudi ti zaposleni v službi, da bodo razkužili igrače in vse ostalo. Ob tem pa bodo seveda morali paziti, da bodo otroci vzdrževali razdaljo, da se otroci ne bodo igrali na zunanjih igralih in da ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti. Drugačen bo tudi režim jutranjega sprejemanja otrok in odhajanja domov, saj se morajo potruditi, da bi prišlo do čim manj stikov. Zaposlenim ob stikih starši in drugimi sodelavci priporočajo uporabo zaščitne maske, pri najmanjših, ki jim morajo menjavati še plenice, pa je obvezna uporaba zaščitnih rokavic za enkratno uporabo. V preteklih tednih so vrtci oziroma šole poskrbeli tudi za vpise v vrtce, čeprav je še vedno negotovo, kako bodo zdaj tekle aktivnosti in kaj vse se še lahko zgodi do septembra. Konec aprila smo vpis zaključili, zelo veliko prijav, tako da zdaj imamo že čakalno listo, na žalost. Ja, zanimajo se, seveda še kličejo nekateri ljudje. Skupine smo čisto napolnili, tako da smo res že na povečanem normativu, tisto, kar lahko zaprosimo pač občino. Imamo nekaj otrok s posebnimi potrebami, kar je pri normativih tudi potrebno upoštevati. Tako da letos še moramo nekako vzdržati s temi prostori. Naslednje leto pa res upamo, da bo že nov vrtec tudi zgrajen. Ja, mi smo v mesecu aprilu opravili vpis. Vpis je potekal preko spletne strani naše. Starši so se dobro odzvali in imamo za novo šolsko leto približno enak vpis otrok kot v lanskem letu. To pomeni, da bomo imeli oddelke polne. Največje povpraševanje pa vsekakor bilo po varstvu za prvo starostno skupino. Tako da bomo glede na prostorske zmožnosti v šolskem letu 2021 lahko vsem otrokom v občini Ruše zagotovili ustrezno varstvo. Načrtuje se verjetno glede na to epidemijo pač postopno sproščanje ukrepov, tako da to do septembra, še kar je nekaj mesecev, se bo še videlo, kako in kaj. Ja, vse je še v zraku. Zdaj moramo v prvi vrsti pomagati tem otrokom, ki nekako ocenjujemo, da sami ne morejo poskrbeti v dopoldanskem času zase doma, vkolikor so seveda starši zaposleni. Za jesen pa ne vemo, kaj se bo zgodilo. Jaz upam, da bo življenje šlo v normalne tire in da bomo lahko normalno začeli šolsko leto. A najprej je pred vsemi sedanji izziv, kako poskrbeti za generacijo otrok, ki se zdaj vrača v vrtce, ob tem pa upoštevati vsa priporočila in navodila. Ruski veleposlanik v Sloveniji je ob dnevu zmage položil venec pred nekdanjim nacističnim taboriščem Stalag 18D v Mariboru in se tako poklonil spominu na več tisoč umrlih sovjetskih vojnih ujetnikov na tem mestu. Po njegovih besedah je ohranjanje tega spomina pomembno, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Ob 75. obletnici zmage nad nacizmom in fašizmom je ob nekdanjem nemškem ujetniškem taborišču Stalag v Mariboru izredni in pooblaščeni veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Timur Evazov položil venec in se poklonil spominu na 5000 umrlih sovjetskih vojnih ujetnikov v tem nekdanjem taborišču v Melju v Mariboru. Vse je pripravljeno. Venec je položil v družbi podžupanje mestne občine Maribor Alenke Iskra in direktorja Mednarodnega raziskovalnega centra druge svetovne vojne Janeza Ujčiča. Svečanost ob dnevu zmage in praznikov osvoboditve Maribora pomeni tudi uresničevanje prvega koraka muzejske dejavnosti v tem
nekdanjem taborišču Stalak 18D, taborišču smrti. Kot veste, je tukaj žal umrlo strahovite smrti 5000 sovjetskih vojnih ujetnikov. Prva razstava, pripravil jo je Muzej narodne osvoboditve Maribor z direktorico Aleksandro Birberih-Slana in svojimi strokovnjaki, podpira ta projekt že od samega začetka. Govori o uporu mesta Maribor leta 1941 in nemški okupaciji tega ozemlja. Ta predstavitev tlakuje pod dvema drugima razstavama. Potem sta še pa dve razstavi, ena razstava NO, se pravi Maribor med drugo svetovno vojno, pa razstava iz Moskve, pot do zmage. To je pa skupna pot jugoslovanskih partizanov in Rdeče armade od osvobojanja Beograda pa do konca druge svetovne vojne. Razstava bo za širšo javnost na ogled predvidoma jeseni. S tem naj bi postal muzej v pravem pomenu besede, medtem ko je bil doslej objekt odprt le v posebnih priložnostih in večinoma le za strokovno javnost. Veleposlanik je potrdil zavezanost njegove države temu projektu, saj je iz zgodovinskega stališča zelo pomemben zanjo. We think that this project is very important, especially for younger generation, to know the truth about these horrible events, horrible crimes that took place 75 years ago. It's very important to make sure that this horrible history will never be repeated again. Bodočo podobo muzeja so predstavili že leta 2014 ob obisku ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, doslej pa so tu imeli le občasne strokovne konference. Drugo poglavje je pa seveda raziskovalna dejavnost, ki jo vodimo seveda v nekem soodvisnosti od muzejske. Raziskovalna dejavnost pomeni v bistvu, da z Mariborom in s tem primerom Stalega 18 postajamo v mednarodnem strokovnem okolju zelo prepoznavna točka in s tem bo Maribor in Slovenija samo pridobila. V soboto so si obiskovalci ogledali tudi dva kratka filma o kruti in dramatični poti zajetih vojakov z ozemlja takratne Sovjetske zveze do Maribora in sedanjost nekdanjega taborišča. V petek zvečer je bil napovedan protest proti vladi pred parlamentom v Ljubljani, izvedli pa so ga tudi v Mariboru. Tako za Ljubljano kot Maribor so še pred protestom omenjali, da lahko pride do izgredov, da naj bi prišli na proteste tudi plačanci. Da bodo prišli na protest, pa je omenjalo tudi nekaj posameznikov iz opozicijskih političnih strank. Poglejmo, kako je bilo v Mariboru. V Mariboru so se nekaj minut pred napovedanim protestom začeli zbirati kolesarji, prav tako pa so bili pripravljenosti tudi policisti, ki so protestnike pozivali, da naj upoštevajo navodila. Videti je bilo tudi nekaj transparentov, kolesarji pa so s kolesarskimi zvonci in piščalkami postajali vse glasnejši. Eden od udeležencev je vihtel tudi staro jugoslovansko zastavo in s tem izzval v kasnejših odzivih na družbenih omrežjih in v javnosti različne reakcije ljudi. Protest v Mariboru, kjer je bilo sicer občutno manj ljudi kot v Ljubljani, je minil mirno. Udeleženci so bili različne starosti, nekateri so imeli obrazne maske, drugi ne. S svojimi vzkliki in različnimi transparenti pa so izražali nestrinjanje z omejevanjem svobode zaradi preventivnih ukrepov ob epidemiji, nekateri pa tudi nestrinjanje z drugimi ravnanji sedanje vlade. Ob zaključku protesta so se v nekaj minutah tudi ob ploskanju, žvižgih, zvokih kolesarskih zvoncev odpeljali eden za drugim s trga. Tudi domove za starostnike so v minulem tednu odprli vrata za obiskovalce. Po dolgih tednih so tako spet dovoljeni obiski, vendar pod strogimi pogoji in pravili. Na obisk lahko pridete le po predhodnem naročilu po telefonu, pred domom pa je treba izpolniti vprašalnik o zdravstvenem stanju, na obisk pa lahko pridete le z masko in razkuženimi rokami. Naša ekipa je minuli teden obiskala dom pod Gorcem, govorili pa smo tudi z direktorjem doma za upokojence Danice Vogrinec, kjer so prav tako pričakovali prve obiskovalce.
Prvi obiskovalci, ki so prišli v dom Podgorco, so bili po dolgih tednih izolacije njihovih svojcev in prijateljev izredno ganjeni, da so lahko spet v živo skupaj s tistimi, ki jih imajo radi. K očetu grem že v velikem pričakovanju, je tudi oče, sicer vsak dan se preko telefona sva se slišala in tudi preko Skypa so omogočili tudi te pogovore. To so žalostni, ganljivi in tudi srečni trenutki, ko se danes pa sploh, danes da slišim njegov glas, da ga vidim v oči, tiste njegove iskrice, ko jih pogrešaš. Čeprav v neki razdalji bomo še danes, pa še nekaj časa, ampak vse toliko, da si v bližini človeka, ki ga imaš rad. Bolj so oskrbovalci veseli, kot pa mi, ker mi smo tako že prej hodili noter, skoraj vsak dan sem bil pri njemu, ampak žal, če je tako prišlo, moramo tudi se s tem sprijazniti, ne? Zdaj pa bo verjetno snidanje po tolikem času kar vesela. Ja, tudi, ker to ni moj svojc, temveč je to sosed in doben ga nima, pa smo mi to ga prezeli, pa smo ga zdaj toliko, da ni sam. Izredno veseli in hkrati previdni pa so v obeh domovih, tako Podgorco kot tudi v domu Danice Vogrinec. Obiski bojo potekali od zunaj, hvala Bogu nam vreme služi, tako da v bistvu upoštevali bomo vse smernice, ki smo jih dobili iz ministrstva, tudi nekaj dodatnih protokolov smo mi uvedli kot dom, drugače pa vsak svojec je mogel predhodno naročiti za obisk, 30 minut dajemo na razpolago, ob prihodu bomo izmerili temperaturo telesno, potem bo mogel svojec podpisati izjavo, da v zadnjih 14 dni ni bil bolan oziroma ni bil v stiku s komerkoli, ki je bil mogoče okužen, pa tudi razkuževanje, nošenje zaščitne maske in tako naprej. Zelo smo veseli, da je vendarle prišel dan, ko lahko spet Danico odpremo, torej obiskom svojcev. Mi bi si seveda želeli, da bi to bilo v neomejenem obsegu in tako, kot je bilo to kdaj. Žal je epidemija resno zarezala v naša življenja in v organizacijo dela in smo se morali seveda izjemno natančno pripraviti na organizacijo obiskov, ki bodo, tako kot ste omenili, potekali po enih posebnih pravilih, ampak vendarle zagotavljali prepotrebne socialne stike med svojci v tem domu. Je pa stanje v obeh domovih, ki smo jih obiskali, zadovoljivo. Jaz mislim, da je to en dokaz, da je ob eni dobri organizaciji, ki seveda moramo pridati en kanček sreče, večkrat omenjamo v zadnjem času, da je virus sila zapleten, sila čudno naravo in vendarle z neko dobro organizacijo smo mi takrat uspeli pravočasno odstraniti delavko iz delovnega procesa. Kolegica je bila toliko odgovorna in je seveda ob najmanjšem sumu oziroma stanju, ki ni bilo povezano s simptomi covida, vendarle bila testirana, ampak to je bil eden in edini primer in seveda do tega trenutka ne beležimo nobenega okuženega stanovalca in nobenega okuženega zaposlenega v domu, kar je seveda v domu z 809 stanovalci in 450 je res izjemen rezultat in res gre izjemna pohvala vsem sodelavcem v hiši. Moram reči, da sem zelo vesel, da nekako razumljivo sprejemajo to, da je tudi psihično njihovo stanje zelo dobro, tako da mislim reči, da je zelo pozitivno. Tudi zelo dosti pisem sem dobil od stanovalcev, tako spodbudnih kot tudi svojcev. Tako da glede na situacijo, da so res bili izolirani, da niso imeli tega socialnega stika z svojimi najbližjimi, ampak večji del z našimi zaposlenimi, ki so se zelo potrudili in sem izjemno vesel, da imam tako srčno ekipo, ker samo, da smo tako povezani, ravno zaradi te povezanosti nam je to tudi uspelo. Tako v enem kot drugem pa pravijo, da je treba biti še naprej previden in postopoma uvajati sprostitve ukrepov, saj starostniki spadajo med najranljivejše skupine in so zaradi tega precej bolj ogroženi.
Za konec pa še k športu. Nogometaši NK Maribora so se po skoraj 2 mesecih v petek vrnili na trening. Trenirajo v specifičnih razmerah, toda zanje je najbolj pomembno, da se spet začenja, ter da se vzpostavljajo pogoji za ponoven zagon nogometa, na nove razmere pa se hitro navajajo. Poglejmo podrobnosti. Vsa ekipa je na stadion prišla v zaščitnih maskah, v skladu z navodili Zdravstvene komisije Nogometne zveze Slovenije, pa treningi potekajo za zaprtimi vrati. Res je nekaj novega, ampak tako smo rekli, prva je varnost, poskrbeti moramo prvo za varnost, za nas, za naše domače, za vse v Mariboru, Sloveniji nasploh. Tako da, če bomo se mi držali tega, da bomo vsi ostali zdravi, je to vsekakor dobrodošlo. Trener Sergej Jakirovič je zgodbo začel kot še nihče pred njim. Po imenovanju na mesto trenerja je najprej moral ob prihodu v Maribor prestati teden samoizolacije, da je lahko pričel delati, na prvem treningu v Ljudskem vrtu pa je bilo treba upoštevati številne omejitve. Jako smo sretni što smo konačno krenuli sa treningom, to je ono što ja bih rekao što je naš život, što mi bez ovog dijela nogometa mislim da ne možemo funkcionirati, to jasno u razgovoru s igračima, jasno im je sve. U tri etape smo radili moj dolazak u Maribor, sve kako treba, organizacija, sve stvarno, svi su nam pri ruci, izolaciju smo proveli kako treba, evo danas smo počeli i jako sam sretan radi toga. Po treningu je urejeno za razkuževanje vseh površin in pripomočkov, nogometaši vadijo po skupinah, ob upoštevanju minimalne razdalje, ob nadzoru minimalnega števila trenerjev in fizioterapevtov. Pa mislim, da vsakim dnevom lažje, vsaki dan se bomo bolj privajali na to. Tako da danes sem prvi trening oddelal in nisem videl nobenega problema s tem. Oddelaš svoj trening, pripravi se maksimalno, oddelaš 100% in to je to. Dovoljen je le dotik žoge z nogo, vsak posameznik lahko uporablja le osebne plastenke oziroma bidone s pijačo, slačilnica mora ostati zaklenjena, prhanje na stadionu ni dovoljeno. Pa je početak priprema, imamo sad točno 2 tjedna, dobili smo protokol šta raditi, kako raditi, mi smo odgovorne osobe, znači profesionalci i vjerujem da ćemo mi svi to ispoštovati jer imamo tu samodisciplinu. Treninzi, 6 igrača na treningu jako dovoljno da se naprave neke stvari koje se mogu popraviti. Naravno, nama će novom stožeru biti puno lakše se još više zbližiti i upoznati s igračima, tako da ja sam optimist, vjerujem da može biti sve dobro. Naravno da ćemo se organizirati kao što smo i danas, 2 grupe, tako da što se tiče organizacije i svega, sve je na vrlo visokom nivou. Nogometašem pa sicer ob ponovnem vračanju ponovnih občutkov prinaša dodaten motiv tudi dokazovanje novemu trenerju. Na zelenici so se potili tudi v nedeljo in so polni motivacije pred ponovnim začetkom tekmovanja v prvi ligi Telekom Slovenije. Toliko za danes. Sicer pa se življenje počasi vrača v stare tirnice, a bo treba še naprej biti previden in upoštevati predpisana navodila in ukrepe. Danes je stekel denimo javni potniški promet, odprle so se tudi zobozdravstvene ambulante. Na Ministrstvo za izobraževanje pa prosijo starše, naj v začetni fazi v vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil. Sicer pa nas spremljajte tudi na lokalec.si in mbreport.si. Lep preostanek večera in nasvidenje.